En lep pozdrav, danes bi rada neka dodatna pojasnila, v bistvu strnjeno vam povedala, ker so vprašanja glede Hex stejka, na Ethereum omrežju. Zdaj, veliko sem jaz že posnela videov, te si prosim poglejte za nazaj. V veliko videih sem pač povedala, kako se stejka Hex, kaj je Hex, kaj narediti zelo natančno. Zdaj, zelo dobro, mislim, po korakih sem šla na Pulse testni mreži. In to je povsem enako, čisto isto kot Ethereum omrežje. Kopija, to je kopija, v bistvu čisto enako je. Tako da, če greste po tistem, greste tudi lahko na Ethereum omrežje in deluje enako. Zdaj, jaz bi samo rada danes v tem videu pač te 3 glavne možnosti, kakšne so razlike, ko stejkate v bistvu in kaj to v bistvu stejk sploh pomeni oziroma depozit. Se pravi, Hex je prvi decentraliziran, certificiran depozit časa. To je enako, kot če greste na banko, ker tam imate tudi certificiran depozit časa, se pravi, vi date na določeno obdobje na banki denar vezati in se zavežete, da boste toliko časa ga ne boste uporabljali, ga seveda uporablja banka, namesto vas, oziroma posoja naprej in iz tega dela denar. Pri Hexu ni tako. Hex se izniči. Ko vi date Hex na depozit oziroma pač ga skurite, dobesedno Hexa ni več. Hex umaknete dol s trga. To je razlika med Hexom pa med dolarjem pa evrom. Ker dolar pa evro se še vedno valjata potem nekje po trgu in delata inflacijo, Hex pa ne. S tem, ko vi Hex date na depozit, ga skurite in naredite deflacijo, dvig cene. Se pravi, več kot nas bo ljudi, ki bomo stejkali, dali na depozit, višja bo cena T-share in v bistvu to bo za sabo potegnilo, manjša bo inflacija in tudi to bo za sabo potegnilo ceno Hexa. Po vsej verjetnosti, tako vsi pravijo, čeprav moje mišljenje je, da cena samega Hexa, mislim, da ne bo prav veliko nihala in da ne bo šla prav veliko gor. To je moje mišljenje, osebno. Lahko, da se zelo motim. Ampak glede na moje razumevanje financ, bi znalo biti tako, da je dejansko tisti, ki dajemo na depozit, da bomo dobili res visoke donose, nekateri temu pravite yield, angleško, tisti, ki pa imajo samo Hex na denarnici, pa so odvisni od cene. To meni ni všeč. Jaz ne moram mirno spati, ker ne vem, kaj bo trg naredil. Ali bo šel kovanec dol ali gor, ali kaj se bo zgodilo, ne morem merkati, mislim, ni mi do tega. Zato je boljše, jaz ga dam pač na depozit. Ok, jaz bom zdaj šerala tale screen, pa bomo šli, kar screen bomo šerali. Takole. Tako, ja. In bomo šli skozi vse 3 možnosti. Pa da vam še povem, zdaj to niso finančni nasveti, sami se odločite, zakaj se boste odločili oziroma ali boste vlagali ali ne, to je visoko riskantna zadeva. Zdaj, jaz Hexu osebno zaupam, zato vlagam v njega, imam pa tudi seveda na umu to, da se lahko stvari tudi zgodijo, da se zgubijo kakorkoli. Zdaj, če daš na 15 let, čez 15 let, kakšna bo tehnologija, kako se bojo stvari razvijale, v kakšno smer bo šlo, vse skupaj to noben ne ve. Isto je v bistvu s Pulse omrežjem, ko ljudje sprašujejo, zdaj so prav dileme, polemike, da ne bojo slučajno spet težave s tem, da bojo
provizije na začetku bojo seveda zelo, zelo majhne, nizke, da čez čas, ker je pulz kovanec je omejen, ima supply omejen. To pomeni, da bo šla njegova cena navzgor. Manj, ko ga bo na trgu, vedno večje bo in je možno, da bojo tudi zarasle provizije na blockchain omrežju, ravno tako kot na Ethereum omrežju. Richard Heart je povedal rešitev. Če se to zgodi čez nekaj let, pač če se to zgodi, bodo enostavno naredili fork od tega blockchain omrežja in bodo šli narediti popravke na novo omrežje, kar pomeni, da se bo spet to, kar stakate tukaj na Ethereum omrežju, se bo podvojilo na blockchain omrežju in potem na blockchain 2. Recimo se podvoji, se pravi, imate lahko celo 3 stake, če imate na 15 let, to je sam profit za nas, sam profit, ker na Ethereum omrežju ostane, kar je na Ethereumu, na blockchainu bo ostalo, kar je na blockchainu, in blockchain 2 recimo bo ostalo, bo pač tisto, kar bo na blockchain 2. Torej, če date zdaj stakeati na Ethereum omrežju Hex, zdaj, če ga date, boste imeli stake podvojen na blockchain omrežju. 2 boste imeli, Tako da, a se splača? Verjetno ja, jaz mislim, da se splača. Jaz sicer, jaz sem kar dosti vlagala, zdaj ne vlagam, več zdaj bolj šparam za blockchain omrežje, ker če bi imela res veliko denarja, potem bi še vlagala v bistvu stake v Hex, tako pa me zanimajo tudi še drugi projekti in pa v bistvu strategijo 2 bom posnela zdaj danes, jutri, ne vem, pač enkrat, ko bom imela čas, in bom povedala v bistvu, zakaj zdaj šparam denar, da ko bo blockchain omrežje se lansiralo, da bom lahko odreagirala. Ja, torej prva stvar, zdaj tole je Staker app. Staker app, preko njega se da stakati Hex. Zdaj, kako priti do Hexa? Več načinov je. Meni osebno je najlažje, da si pošljem na Kraken evre in tam kupim ali Bitcoin ali pač enega od stablecoinov, odvisen, kam bom dala, kje bom stakala. Če pošljem v Atomic Wallet, kjer kupim Hex, potem pošljem Bitcoin, ker mi je najcenejši z Bitcoinom kupiti Hex. Če pošljem na Staker app, potem Ethereum ponavadi pošljem. Lahko tudi USDC. Ampak, da vem, kakor ste navajeni. Če v bistvu stakam preko Metamaska oziroma Ledgerja, bom rajši rekla, Metamask od Bridge ali pa celo uporabljam GnosySafe namesto Metamaska. V glavnem, takrat uporabljam ali DAI, ali USDC, ali Ethereum. V bistvu, kaj je najcenejše, to je treba pogledati, to se spreminja, to se skozi spreminja. Stranke, ki me najamejo, da jim pomagam, jaz grem to vse raziskati. Vse raziskati tisti trenutek, ko stranka hoče dati stakati, ko hoče kupiti Hex. Jaz prej raziščam, rabim 1 do 2 do 3 ure časa, da to za stranko raziščam in potem jo pokličem in se zmeniva, kako bova naredila s to stranko in potem greva korak za korakom. Ali stranka dela sama, ali delava skupaj, tisti, ki se ne upajo klikati sami, pa jim jaz klikam, pa jim jaz naredim zadeve, zato da so sigurni. Nekateri hočejo imeti ključe sami v svojih rokah, ni problem, imajo ključe v njihovih rokah, jaz jih nimam. Nekateri želijo, da imajo svoje ključe v svojih rokah in da jih imam še jaz za rezervo. Ni problem, tudi to se da, nekateri pa želijo, da jaz sama delam za njih. Tudi to se da, je možno. Ampak to je vse stvar dogovora. Če rabite, če mislite, da niste dovolj sigurni, mogoče vam je cenejše najeti Silvin in da vam pomagam,
kakor da izgubite pač večje vsote denarja, če imate večje vsote denarja, ne. Torej, Staker app. Poglejmo si najprej Staker app. Staker app je na telefon. To je telefonska aplikacija. Je narejena na osnovi Gnosis Safea, je izjemno varna, ni pa 100% varna, a ne. Tako kot nobena stvar ni 100% varna. Edino jaz res zaupam Ledgerju. To res zaupam, a ne. Ampak je pa pač moram jaz skrbeti za to, da ne izgubim česarkoli ali pa da ne nasedem skemarjem, ne nasedem prevarantom. To je najbolj važno. Ker kar naprej dobivam neke pozive od prevarantov in se ne odzivam pač na te stvari, ker jaz to že prepoznam. Zdaj, stranke, ki me najamajo, mi redno pošiljajo pač maile, ali je to odprem, ali je to kaj važnega, ali to ni važnega, a ne, ampak pač me najamajo in se dogovorimo in potem jaz v bistvu jim pomagam, da ne zaidejo v težave, da ne izgubijo denarja. Če imate iPhone, kliknite App Store. Če imate telefon Android, kliknite Google Play. Naštimate si aplikacijo in ko jo hočete začeti uporabljati, a ne, pač jaz jo imam, sicer zdaj trenutno je nimam gor. Jaz sem dala preko Staker appa nekaj stakov in sem umaknila dol s telefona in dokler ne bo prvi stake za odstakati, ne bom tega imela na telefonu, ker je to za mene varnejše. Tako da tudi ne bom kazala teh mojih variant, a ne, pač. V glavnem to kliknete in sledite navodilom. Treba je, mislim, da takrat, ko sem jaz to delala, je bilo treba $10 poslati v Ethereumu na njihov naslov, da ste plačali ta Staker app, ki ga lahko doživljenjsko potem uporabljate. Dobite seede in doživljenjsko zadevo uporabljate. Zdaj, Staker app računa provizijo, mislim, da je 3%, da je zelo zanesljiva, zelo dobro dela, jaz sem bila precej zadovoljna. Zdaj, prednost je to, če je transakcija zaradi fijev zavrnjena, Staker app to upošteva, Staker app bo dal tokrat naprej transakcijo, brez da bi vam provizijo zaračunal dodatno, oziroma provizijo za mrežo, a ne, oni tudi računajo provizijo za sam Staker, od tega živijo. To je pač, mislim, da je 3%, mislim, da je tako. Ja, v glavnem boste plačali provizijo, da stakate in da odstakate sami Ethereum mreži. Zato pazite, kdaj date stvari stakati, v katerem času. Tudi to jaz za stranke poskrbim. In sicer je treba iti na to je za Ethereum omrežje, ker pač nisem dobro, kam sem jih izgubil. Še enkrat. To je tole. Tole je dost, zadnje čase lahko rečemo dost normalen. Tukaj ni take velike provizije, čeprav to je visok, to je visoka provizija, se lahko pogledate, a ne, to je $11, tako eden je plačal recimo $3, to je v bistvu pač ta najnižji gvej, a ne, ampak tule vidim, da je ta, zdajle so vsi trije enaki. Najnižji gvej je ponavadi sobota, nedelja in ponedeljek ponoči, oziroma zgodaj zjutraj do nekje enih, ko Amerika spi in tudi, ko ni Azije. Čeprav Azija se zdaj kar umaknila, sem opazila, Azijci ne delajo razen bogataši, a ne, bogataši so skozi gor, oni skozi nekaj handlajo. Tukaj pa vidite v bistvu, kdo so največji porabniki
GWI, se pravi, kdo največ porabi Ethereum na Ethereum omrežju, torej OpenSea, Uniswap, Router, Uniswap, MetaMask, recimo zelo veliko ljudje kupujejo, Hex tudi v MetaMasku, jaz tega ne delam in tudi vam ne priporočam. Ker meni je iz MetaMaska so zginili dol heksi in zginili so takrat, ko je bilo Ethereum omrežje odprto, ko moj MetaMask ni bil updaten in enostavno je po mojem mišljenju but pometel dol hekse brez, da bi imel side, ker policija je ugotovila, da side ni nihče imel mojih. In jaz jih tudi nobenemu nisem dala in nikjer jih nisem imela. Imela sem jih na zunanjem ključku. Tako da tole morate paziti, no, pač dajte gledati, jaz gledam, da je pod 20, da je pod 20, čakam in takrat v bistvu dam. Tudi za odstejkati je isto, ker pri heksu je tako, da je heks izjemno kompleksna koda in je malo štorast narejen, tega verjetno Richard Hart ni vedel na začetku, malo je štorast narejen in je velika provizija za dol vzeti, zelo velika provizija v bistvu na Ethereum omrežju, ker to preračunava. Jaz vam bom posnela še en video, ker zdaj sem odkrila en super projekt, ki je meni zelo všeč, je na začetku, ga ne priporočam, ampak bom samo predstavila vam ga bom čim hitreje probala posneti, ki rešuje ta problem, da je na Ethereum omrežju za stejkati je kovanec, je drug kovanec, ampak je kopija heksa v bistvu. Rešuje pa ta problem, da so 80-90% fiji za stejkati in odstejkati manjši. Zelo zanimiva stvar. Tako da vam bom predstavila. Ne zdaj, ker nimamo časa vse to predelati v enem videu. Torej, GWI paste. GWI gledajte, kadarkoli s transakcije čez Ethereum omrežje pošiljam, paste, pazim na to. Torej, Staker app je ena stvar, pa samo sledite korakom. Če ne znate, me najamte. Naslednja stvar, Hedron. Ta je meni zelo zanimiva stvar za stejkati heks. Hedron je, zdaj Hedrone vi dobite na katerikoli stejk. Ali ga stejkate v Staker appu preko Ledgerja ali, zdaj za Staker app je malo kompliciran, to me lahko pozovete, pa vam bom posnela, pač po korakih, ker imam jaz to dokumentirano, ker sem se kar namatrala, da sem dobila Hedrone za Staker app. Vam bom pač povedala, kako, če kdo hoče, kako dobiti Hedrone, jih pa dobite zastonj, pa mislim, da celo je še, čakajte, se kle piše, 2 dneva sta še 2x Hedronov dobite, pač v 2 dnevih, potem bo 1x, potem bo pa pač 1,1, nekako tako v bistvu, ko mintate Hedron. Tudi to sem posnela o Hedronu, imate video, dajte si pogledati, prosim, video o Hedronu. Torej, preko Hedrona lahko stejkate heks, in to je tudi na Ethereum omrežju. Hedron trenutno deluje na Ethereum omrežju, ko pa bo puščen lasiran, bo tudi tam. In se bo dal tudi tam delati s Hedronom in boste seveda vse stejke, ki jih imate na Hedronu, na Ethereum omrežju, imeli kopirane na puščenu. Juhej, super. Pa še Hedrone dobite. Če kliknemo Mint your Hedron, se vam odpre Hedron app. Hedron app. Jaz ta Hedron app uporabljam Connect Wallet, Wallet Connect, preko Staker, preko Gnosis. Ne uporabljam MetaMaska, zato ker MetaMask meni ni dobro delal. Če boste uporabljali MetaMask, dajte za eno stvar MetaMask inštalirati na računalnik oziroma v Google Chrome, narediti to in ga takoj brište dol. Sam ne imeti kovancev v MetaMasku, ker če boste brisali, pa ne boste imeli sidov,
shranjenih, boste vse zgubili. Ampak dajte imeti na Ledgerju ali pa na Trezorju. Če kdo uporablja Trezor, tudi v Sloveniji ljudje uporabljajo Trezor. Ni problem. Oboje dela. In oboje dela dobro. Torej, če jaz kliknem, zdaj trenutno imam testni MetaMask. Jaz nimam tam not nič. Morate imeti Ethereum omrežje. Ethereum omrežje mora biti. Če boste šli prek MetaMaska, dajte najprej iti v MetaMask, da tole se bo konektalo, to bo zdaj nekaj časa melje, da on preštudira, a imam kakšne stejke, ali jih nimam, bla, bla, v glavnem, zdaj bo on to preštudiral in mi bo pol javil, ne, pač, evo, mi je že javil. Je že javil. Ja, nimam stejkov na tej denarnici, drugače bi tule spodaj bili stejki. In če vidite, potem tukaj, poglejte si moje prejšnje videe, imam narejena, ne. V glavnem, tukaj spodaj se vam pokažejo native stejki, se pravi stejki prek MetaMaska, stejki prek Ledgerja, stejki, ampak ne pa tudi od Stakerappa, ne, to je pa drugače, ne, to je treba pa, morate pa, poglejte si moj video, boste videli, kako se to dela, ne, če vam ni jasno, lahko to bolj natančno povem, še enkrat posnamem. Torej, in potem jih claimate. Če jih mintate stejke, boste dobili hedrone na stare stejke, zdaj govorim tisti, ki jih že imate, a ne, boste dobili hedrone že dol v denarnico. Ali na MetaMask, če ste MetaMask povezali, ali pa Ledger, če ste MetaMask povezali prek Ledgerja, a ne. Boste dobili dol hedrone. Hedroni so že v Ledgerju, a ne, jaz jih že vidim, tako da je super, a ne. V glavnem, jaz sem en kar v večji stejk sem kar mintala, tako da hedrone že imam. Najbolj pameten jih je claimat, se pravi, da vi bonus zaklenete, dokler se hex stake ne konča. Ko boste hex stake zaključili, najprej morate zaključiti hex stake, potem boste pa še mintali hedron iz tistega stejka in dobite še hedron. To so dodatni zaslužki. Zdaj, zakaj je meni hedron všeč? Vi lahko, če imate v denarnici, recimo v Ledgerju, imate hekse. Greste na Create Hex Stake Instance in tule samo vpišete, ne vem, pač tokle heksov, hočem na, ne vem, 5, 5, 5, 5, to je 15 let pa še malo, in kliknete Approve in Approve Hex in pa sledite, v bistvu se vam, bomo kliknili, MetaMask se odpre. Tudi če imate Ledger konektan na MetaMask, bo tulele gor od Ledgerja, ne, pač tule na vrh bo od Ledgerja. Naslov in tukaj v bistvu se boste MetaMask pa povezala. In ja, Ethereum morate imeti, seveda. Zdaj, Ethereum v denarnici morate imeti Ethereum. Zdaj pa Stakerappu sem pozabila povedati, je ta prednost, da ne rabite Ethereuma. Vi lahko s heksom plačate omrežne stroške za mrežo. To je prednost recimo Stakerappa. Na MetaMasku in na Ledgerju boste rabili imeti pač neki Ethereuma za plačati mreži, a ne. Zdaj, tulele za potrditev je $3, potem pa še za stake bo še, pride še na 5, 6, 10 do $20, odvisen je, koliko je gvaj, a ne, koliko je gvaj visok. In naredite stake in takoj tisti stake je že claiman, ga ne rabite claimati. Claimate samo tiste stejke, ki ste jih naredili izven hedrona.
a ne. Tukaj imate že klajmane in ko je steak končan, ko ga zaključite, ko steak zaključite preko Hedrona, boste avtomatsko v bistvu dobili Hex steak nazaj in Hedrone. Vse dobite nazaj, a ne. Zdaj Hedron ima prednost to, ker je tudi posojilnica. Vi, če pridete v stisko, da ne odstojkate Hexa in ga ne prodate, ker izgubite, a ne, ker vas Škoda kaznuje in boste izgubili Hexe. Lahko tudi vse, poglejte v mojih prejšnjih videih, sem to vse lepo razložila. Hedron v bistvu naredi tako, da si lahko sposodite, mislim, da je USDC, malo sem že mislim, da je USDC, ja, stablecoin, si sposodite in ga uporabljate, ga unovčite lahko v evro ali karkoli ga uporabljate, ampak morate mesečno plačevati nazaj oziroma v 90 dneh vrniti to posojilo. Morate imeti pa tudi dovolj zavarovanja. Pri Hedronu je 110%, ampak je to premalo. Ljudje pravijo, ko so probavali, jaz tega nisem probavala in tudi še ne bom. Dokler ne bom rabila res, ali pa ko bom naštudirala to, potem bom začela uporabljati, ker se lahko zafrkneš prav hitro, no. Se pravi, zavarovanje imajo ljudje zdaj naštudirano, da je 1000% imajo ljudje zavarovanje, ne, 1000, ja. Ker minimum je 110%. Če pade Hex kovancu cena ali Hedronu, v bistvu potem lahko pade cena pod vaše zavarovanje in ste lahko nelikvidni oziroma pač to zavarovanje je prenizko in vam sama Škoda izniči steak. Naj pač proda ga drugam, da nekdo drug to odkupi in vi ste to dejansko izgubili, dobili ste pa USDC, tisto, kar ste porabili, tisto pa vam ostane, tako da še vedno se splača. Še vedno je veliko boljše, kot iti na navadno banko. Veliko boljši variant. Pač izgubite tam nekje 10-20% po mojem. Če vam vzamejo steak, izgubite 10-20%. Jaz mislim tako, to je moje mišljenje. Ni nasvet in ni pač, to je do zdaj, kar vem, a ne. Jaz bom to zdaj zavrnila, vi pa pač želite, greste. Zdaj, Hex je še vedno je isto. Hedron je popolnoma enako uporablja steak, kot če greste preko Metamaska oziroma Ledgerja. Se pravi, Hedron nima vaših ključev, vi imate ključe. Hedron je samo aplikacija, preko katere ste stakali in ki ima podatke pač o vašem staku. To je vse. To je vse. Nima pa ključev, zato je varen. Ni problema. In morate vi paziti na to in če izgubite ključe, ste izgubili vse, a ne. Tole bomo zdaj zavrnili. Torej, Hedron je druga varianta. Zdaj pa Hedron ugasnemo. Tretja varianta je pa klasika. To je prva stvar, ki se preko Hex spletne strani, a ne. Zdaj, Hex lahko kupite na Coinbaseu, lahko ga kupite v Atomic Walletu, lahko ga tudi kupite prek Uniswapa. Prek Uniswapa, a ne. Če znate, nekateri obvladajo odlično Uniswap, se da kupiti tudi za zelo majhno provizijo ali pa nično provizijo, v glavnem se da. Jaz, ko sem delala na začetku, meni je tulele pobiralo ogromno, to je Uniswap, a ne, oni imajo Uniswap vgrajen in lahko za Ethereum ali katerikoli drug kovanec kupite, a ne. Zdaj, če, ne vem, če pogledaj Ethereum Hex, ne vem, pač, če vpišemo, kaj ćemo vpisati, 0,1, recimo, Connect Wallet, dobite pač tokle Hexov. Tukaj imamo, a je to provizija? Connect Wallet, najprej. Evo, super, zopet imate isto varianto, isto možnost, a ne. Zdaj, jaz sem
tole sem preizkusila, Connect Wallet. In sem direktno skonektala Uniswap z Ledgerjem. Super, gre, tako da sem se izognila MetaMasku. In to je dosti bolj varen, da sem se izognila MetaMasku. Imate pa tudi Coinbase, ne? Zdaj na Coinbase ne morete poslati evrov, mislim, ne vem, nazadnje se ni dal. Zdaj poglejte, no. Če imate dolarje, se jih da poslati. Dolarje lahko na domači banki zamenjate evro za dolar, pošljete na Coinbase, mislim, da se da, po bojem. Poglejte, ker je za Američane več ali manj. Poglejte pa Coinbase Pro. Coinbase Pro, taj boš, jaz sem tega uporabljala, Coinbase Pro. Ampak jaz sem iz Krakena pošiljala, jaz sem najprej na Kraken poslala evre, zamenjana v USDC in sem to, ali pa Bitcoin, pač z nečem sem delala. Zdaj Bitcoin precej niha cena in ni varen, je USDC za moje pojme boljši za trgovanje. Tako da kupite USDC, pošljete na Coinbase, in tam zamenjate za Hex in Coinbase ima tudi tole, Coinbase Wallet, pač to naj bi imeli vi side, jaz upam, da to je res tako, pač pri Coinbase nikoli ne veš. Torej, jaz bom zdaj MetaMask, ker trenutno imam MetaMask, skonektala, lahko tudi MetaMask pa Ledger, če vam je to lažje, recimo, skonektate. Takole, zdaj seveda je ugotovil, da nimam nič gor, itak, da nimam. Itak, čakajte, tukaj dol pač imate pa provizijo, recimo provizija, niti ni toliko veliko, očitno, da gre to čez V3, in so tele provizije malo boljše ratale, tako da, wow, super, Zdaj eni ful obvladajo tale Uniswap, ker se da tudi stakati se da, ampak ne Hex, pare pa tako, glavnem, to moram še naštudirati, to meni ni še čisto jasno. No in ko imate v denarnici Hex, ko ga imate Hex v denarnici, svoji denarnici, vaši lastni, potem kliknete tale gumb Stake. Kliknete, tukaj se pa poučite lahko več, Stake in vas vrže na tole GoHex.com. To je isto, če, kakor vidite, kakor sem jaz posnela za puščanje. Isto je, kot tista aplikacija. Dela na Ethereum omrežju in povežete svojo denarnico. In potem bo ta spletna stran videla, koliko imate heksov in lahko naredite tako, kot sem v prejšnjem videu, v enem od prejšnjih videov posnela. Ampak bomo šli čez, zato ker so bila dodatna vprašanja. Torej, tole je graf za T-share. Kot vidite, grejo T-share vedno gor. Tudi tole, kar gre v desno, ne bo nikoli padel dol, Mejhan niha, normalno, niha. Tako, kakor se dogaja pač na trgu, Potem, tukaj recimo vpišemo, takole je najlažje, recimo tokle heksov bi rada vložila in dam na 5, to je največ, kar se da, dni, Tukaj potem vidite, koliko boste imeli efektivnih heksov, Zdaj jaz sem tukaj dala bolj malo heksov, dajmo malo več heksov, takole, recimo, zdaj tukaj bom dobila efektivni heksi, to pomeni, to, kolikor sem jih vložila, plus tole je nagrada za dolžino. Pač toliko časa, kolikor boste manj, ko date, če damo na, ne vem, 355, pa vidite, imam efektivnih heksov manj. Če dam na 5, je efektivnih heksov več, Torej, to ni končna cena. Končna cena pride pol ven, kaj boste vi dobili.
glavnico plus te efektivne hekse plus vse nagrade, vse, kar so ljudje narobe naredili, inflacijo dobite, vse dobite nazaj in je znesek bistveno višji. Zdaj bom povedala še na koncu, kaj se splača, pa kaj se ne splača na Ethereum omrežju. In verjetno bo to tudi napuščeno, po mojem, tudi napuščeno enako, ne? Tako da jaz bom to kar upoštevala, kar sem se naučila, kaj sem se kar malo zafrkala z nekaterimi stejki, pa bom povedala, kje sem se zafrkala, pa kaj zdaj delamo, ne? Da je res dobro, ne? Tukaj spodaj pač dobite ta, zdaj tukaj kliknete gumbek zastavi in potem se vam tukaj spodaj zastavek pojavi, ampak je efektiven šele čez 24 ur, ne, bo efektiven. In potem imate tukaj gumbek, ko bo končan, zapišite si nekam, kdaj točno se vam konča ta stake. In 14 dni časa imate, da kliknete gumbek tukaj za odstakati in vse dobite nazaj. Čisto vse dobite nazaj. Ko odstakate, dobite glavnico, se pravi, takrat boste vi, ko kliknete zastavi, skurite heksa ni več, dobite pogodbo za T-share, dobite T-share, v bistvu kreirate T-share oziroma delnice, vi jih kreirate. Ko kliknete gumbek za odstakati, potem skurite T-share in kreirate hekse, jih narudarite, naklajmate. To se pravi, vi ste lastna banka, vi ste jih narudarili, to ste vse vi naredili, to vse v vaših rokah. In dobite čisto vse v denarnico. V denarnico. To je samo spletna stran. To je samo spletna stran, preko katere vi upravljate svoj stake. To je najbolj natur stake. In če boste to naredili, kar smo zdajle pogledali, potem pojte še na Hedron spletno stran in si ta stake si dajte še naklajmati Hedrone, rezervirati. In ko boste to naredili, greste potem, se pravi, ko dobite v denarnico heks, ko ste odstakali heks, greste potem še na Hedron spletno stran, tam mintate in dobite še Hedron v to isto denarnico. Še Hedron boste dobili, se pravi, še nagrade. Ja, pa pogledajte še ostale moje videe, ker so še, nisem Hedron, še druge nagrade dobite. Heksikanci so naredili veliko stvari. Tako da pogledajte vse moje videe in ogromno informacij boste dobili in ogromno boste lahko zaslužili in v zahvalo mi lahko komot pošljete kakšno manjšo donacijo, ki bo spodaj v opisu. Se pravi, če se le da, ne dolarje pa evre, ampak mi lepo prosim pošljite karkoli na Ethereum omrežju, Binance omrežju ali Bitcoin. Tudi Bitcoin bo v redu, sem tega bom takoj menjala po mojem. Ja. Ali je kaj takega še, kar bi, a vidite, share price, tukaj vidite, pač koliko vi potrebujete heksov za en T-share. Za en T-share. Vedno več tega rabite. Zdaj, moje mišljenje je, na začetku, na puščajnu, bojo te T-share po moje nizki. Po moje bo heks imel nizko ceno, verjetno nižjo, kakor na Ethereum omrežju, po mojem mišljenju, bo imel nižjo. In tudi T-share verjetno bojo nižji. Tako da jaz bom nekaj heksov, nekaj USDC-jev ali pa dajev, oboje šparam. USDC in daj. In bom s tem kupila heks na puščajnu. Bom zamenjala. Ko bom dobila airdrop, bom zamenjala v heks. In bom ga dala takoj stakati.
in ga bom dala takoj na 15 let. Zaradi tega, ker se bo to najbolj splačalo. Pol bom naredila pa še več stejkov. Nekaj na 10 let, in potem na 7, na 5, pa na 3. Pa to bom tudi razložila zdajle, a ne. Se pravi, moja izkušnja s heksom. Torej, kaj se splača, pa kaj se ne splača. Zdaj, zakaj tako govorim? Problem je Ethereum omrežje. Na pushchainu tega problema par let ne bo. Ampak če boste vi dali na 15 let, zdaj, če imate več denarja, to ni problem. Če govorimo o denarju od 5000 evrov navzgor, ne boste imeli s stejkom nikoli problema. Zato, ker tudi če plačate večjo provizijo, provizije so lahko na Ethereum omrežju tudi $100, 200, 500, 1000. Lahko so, odvisen kater čas je, odvisen koliko je gvej, vse to je zelo, zelo, zelo odvisen. Kakšne bojo gveji čez 3 leta, čez 5 let ali pa čez 15 let na Ethereum omrežju, nimam pojma. In noben ne ve tega, kako bo, kaj bo z Ethereumom, kaj bojo naredili v bistvu s tem omrežjem. Noben nima pojma. Zato je bolje dati večji stake, se pravi več denarja na dlje časa. Bolje je. Če lahko počakate, ni problem. Če ste starejši ali pa če niste potrpežljivi, če bi dali na manj kot na 1 leto, se sigurno ne splača. Sigurno ne. Jaz sem za probo dala na, zdaj za probo, dajte zdaj probati na pushchain testni mreži, ker je isto, ker imate zastonj. Dajte za par dni, pa boste videli. Pa dajte, ampak dajte za par dni, za 3, 4, pa za 1 mesec, zaradi tega, ker pushchain bo zelo hitro zdajle prišel ven, tako da lahko probate, vsaj da probate, da vidite, kako to gre. Če niste še nikoli stejkali, dajte probati na pushchain mreži. Tam se da vse probati in vse isto dela na Ethereum. Pa pojdite na Ethereum mrežo, pa naredite, ne? Ok. Moja izkušnja. Manj kot za 1 leto se ne splača dati stejkati. In manj kot 5000 evrov se ne splača dati zaradi provizij. Ne splača se. Manj kot 5 evrov za 1 leto. Od 1 leta do 3 leta je tako. Če imate 6, 7, 8 jurjev evrov, lahko date od 3 do 7 let, recimo, ali pa 3 do 5 let. Se vam bo tudi dosti splačalo. Če imate več kot 7, zdaj manj kot jurje, jaz ne bi dala manj kot jurja. Res ne bi dala. Dajte raje šparati, zbirati denar. Dajte raje, zato ker, glejte, heks pade. In takrat, ko pade cena, pa idemo pogledati, koliko je cena heksa zdajle. Takrat, ko heksu cena pade, dajte ga takrat kupiti. Pa ga takrat dajte stejkati, ne? Takrat ga dajte stejkati, pa zberite malo več denarja. Heks. Zdaj na krajše obdobje, se pravi, zdaj, če imate recimo 10 000 pa več denarja, date tudi lahko na 1 leto. Pa boste dobili visoke donose. Zelo visoke, zato ker je večji znesek, ne? To je enako na banki. Čisto isto je. Ni nobene razlike, zato ker heks posnema bančni sistem. Popolnoma ga se posnema, s tem, da dobimo mi nagrade in mi smo gospodarji tega denarja. To je to. To je dejansko razlika, ne?
in pa noben vam ne bo res zapreti računa. Noben vam tega denarja ne bo mogel vzeti, ukrasti. Tudi če bojo rekli, zaprite gobec, dajte gor plenico na gobec, ne govorite, ne smete iti nikamor, ne smete pljuvati, ne smete kihati in kašljati. Če ne boste ubogali, vam zapremo račun, ne morejo vam ga. Tega na Heksu, pa na vašem denarnici ne. Na banki, ne vem, katerikoli slovenski ali tuji, te državni, kako bi rekla temu, državni v narekovajih, pa ja, a ne. Tam pa, če boste pljuvali, pa kašljali, pa kaj takega, vam lahko zaprejo račun. Se spomnijo, aha, ta človek, ali pa vam zmerijo temperaturo, aha, zapreti račun, tam ima visoko temperaturo. Bog pomagaj. Nimam besed. Heks, 13 centov. Ja, ni boljšega. Kupiti, stejkati, that's it. Torej, karkoli boste zdaj skupaj stejkali, pa ni to finančni nasvet, to se sami odločite. Jaz bi dala na daljše obdobje in pa večji znesek. Jaz bi tako naredila. Dejansko tako. Sem pa naredila uslugo ljudem, ki so imeli malo denarja, da sem zbrala večjo vsoto in smo dali skupinski stejk. Pač tega imam jaz ključe čez in ko bo konec, bom jaz ljudi obvestila, bomo razdelili, bom nekako preračunala te zadeve in to je to. Zdaj ta skupinski stejk je fajn, to je isto, kot je naredil Maximus. Za Maximus je to naredil dosti boljš kot jaz, ker tam je ogromno denarja svoji ljudje vložili noter. In zdaj prednost tega skupinskega stejka je bil v temu, da se bo ta provizija, ko smo dali gor in ko bomo odstejkala, se bo razdelila. Razdelila se bo na komplet vse, ne vem, pač 5, 6, 10 ljudi se bo razdelila, tako da je bolj človeška. Na to idejo sem pač prišla, ko so me ljudje prosili, pa prosili. Ja, lejte, Heks je kar, ne vem, a bo šel nižje ali ne. Možno je, da pride še nižje. Je možno. Samo po 10 centov pa ni šel. A ni zanimivo? Ni šel, kar drži se. Zdaj, gor ga držijo stejki, ker za Heksom je res realen denar. Ker so stejki, so resni ljudje, večinoma. So resni ljudje, pa veliko ljudi razume Heks in ve, zakaj gre. Tisti, ki ne razumejo, pa zgubijo, pač pajo. Imajo pa res kar velik problem. Okej, ker bull market jaz mislim, da še ni dosegel dna, ker mama kriza še ni prišla 100%. Taka mama kriza, ki jo jaz pričakujem, da bo prišla, jaz mislim, da bi znala tudi tole zbiti še nižje, ampak stejk je stejk. Tam ti šeri ne bojo šli dol. Gotovo ne. Ne morajo, ker je to tako sprogramiran, ker je Heks programljiv denar. Programljiv denar. Dobro. Jaz mislim, da sem povedala v bistvu vse. V glavnem, tole vam bom dala vse v opis spodaj. Tole vam bom vse dala v opis spodaj. Tukaj pogledajte si, Heks stran ima zelo veliko dobrih stvari, jaz veliko črpam iz tega ven, pač zelo veliko, in tudi recimo s tole aplikacijo CustomHex.com lahko spremljate svoje stejke, gledate svoje stejke, brez da bi MetaMask konektala. Pač to je fajn. To je krasno, zaradi tega, ker če boste, pač dajte MetaMask,
to ne moram dovolj poudariti. Pejte na poveži strojno denarnico, Ledger, Trezor ali katerokoli drugo denarnico imate. Povežte, please. In delajte s tem. Delajte s tem, a ne. Se pravi, MetaMask uporabite kot bridge in potem ga takoj izbrište. Takoj, ko naredite transakcijo, zbrište MetaMask. Iz Ledgerja lahko iz enega Ledgerja naredite več pač stejkov, kakor želite. Lahko v Ledgerju imate tudi več računov na Ethereum omrežju, lahko iz večjih računov naredite, ampak pazite, da ne izgubite. Če imate veliko denarja, nad 10 jurjev, pa nad 50, pa nad 100 jurjev, dajte razdeliti na več Ledgerjev. Ne, v bistvu pač nekateri ljudje dajo tudi, ne vem, pač milijon, ali pa, jaz mislim, da milijardo še noben ni dal, ne, mislim, da ne. Milijon, mislim, da milijon je bil ta od Maximusa, oziroma mislim, da je bilo celo 33 milijonov, si gremo lahko pogledati Maximus. Maximus Cash. Maximus Cash. Gledalke. Dashboard, tole bo. Dashboard. Yield. Yield. Hedron. Treasury. Hedron. Axi. Hex. Axi stake kalkulator. Ja, tu lahko svoj stake date noter, kakor ste vi v bistvu dali. Noter. Total treasury. Treasury Hedron. Koliko je bilo Hedronov namintanih, a ne, to tudi dobimo v bistvu tisti, ki smo vložili. Treasury value. Se pravi, toliko heksov je bilo vloženih in tole je v dolarjih, 39 milijonov 600, a ne, to je zelo, zelo velik stake. To je ogromen, to je en stake, a ne. Oni so verjetno preko GnoziSafea šli, po mojem mišljenju. Rekli so, da, se pravi, Deepcatcher je rekel, da je tole res dobro, da so zavarovali, kakor so lahko. Ta stake zavarovali, da je na varnem. No ja, se dokler je stake tam, v bistvu, pač samo ključe ne smejo izgubiti. Nihče ne sme ključe izgubiti. In nihče se ne sme dokopati do tega stejka, ki bi bil recimo pohlepen. To je lahko nevarnost, ne? Pač to je lahko nevarnost, da bi se nekdo recimo pač se fantom kaj zgodi, tem, ki jim zaupamo, ker jaz sem vložila samo zaradi tega, ker jim res zaupam. A res? Tem dvema, ki sta to naredila, po mojem imata ona dva ključ in ima zaupam. In če bi se njima kaj zgodilo, pa da sta dala nekomu tretjemu, pa da je ta človek pohlepen, lahko tole na koncu stejka in pobaši v svojo denarnico. Po mojem mišljenju bi se to dal. Čeprav, ne vem, zdaj to je samo moje razmišljanje. To bi pa jaz mogla vprašati. Ampak, glede na to, da smo mi naredili preko tega appa naredili pogodbo, jaz imam pogodbo, po mojem mišljenju, ko greš in zahtevaš, da je to čisto avtomatsko. Ker so tudi rekli, da lahko odstejka kdorkoli od nas. Ja, po mojem je to tako narejeno. No, to je eno tako moje zdaj razglabljanje, razmišljanje. Torej je varno. Se pravi, kdorkoli lahko odstejka, ja, tako je rekel, ja. Kdorkoli lahko odstejka, plača v bistvu provizijo in potem ostali lahko dobimo pač s tistim gumbom,
mint ali kaj je že, mint, da dobiš nazaj hekse in hedrone, vse dobiš, to je to. Okej. Samo Axie je meme, a ne, Axie je že meme, itak ne morete nič narediti zdaj, razen če kupite Axie, a ne. Dobro, to je to. Jaz upam, da sem zdaj zelo podrobno to razložila, da je to dosti bolj jasno. Če imate še dodatna vprašanja, ni problema, še mi pišite, pa bom še posnela, pa bom še odgovarjala na vaša vprašanja, ni problema, ali me najamete, a ne, pač to je tudi rešitev, pa vam pomagam. Tako da en lep pozdrav, dobro bodite, pa v naslednjem videu se vidimo.